Torej, dragi dijaki, drage dijakinje, spoštovani profesori, lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi. Lepo vas je videti v takem velikem številu. Med nami pozdravljam tudi naše cenjene goste, gospe Zalo Tomašič in Jernejo Koren in pa gospoda Marka Borisa Andrijaniča ter Roka Sikirnika. Pa bomo za začetek kar začeli s kratkimi predstavitvami gostov. Prvi med nami je Mark Boris Andrijanič, ki je pravnik, ki je v slovenskem... Dobar dan vsem skupaj. Je pravnik, ki je v slovenskem političnem prostoru najbolj prepoznan kot nekdanji minister za digitalno preobrazbo. Študij prava je zaključil v Ljubljani, nato pa magistriral na univerzi v Oxfordu. Pred vstopom v politiko je vrsto let deloval v podjetju Uber kot direktor za javne politike v srednji in vzhodni Evropi. Trenutno je aktivni kot svetovalec in strokovnjak na področju digitalne tehnologije in geopolitike. Rok Sikirnik je znanstvenik in strokovnjak na področju biotehnologije. Po študiju biokemije v Ljubljani je doktoriral na univerzi Oxford. Njegova kariera je tesno povezana z razvojem procesov za proizvodnjo bioloških zdravil in genskih terapij. Deloval je v podjetjih kot sta Sartorius in Bioseparations, kjer se je specializiral za čiščenje virusnih vektorjev in inovacije v farmacevtski industriji. Je direktor inštituta ASEF, neprofitne organizacije, ki podpira visoko nadarjene študente in učence. Njen cilj je okrepiti slovensko izobraževalno dejavnost in združiti slovenske pedagoge po vsem svetu. Zala Tomašič je političarka, ki je bila leta 2024 izvoljena za poslanko v Evropski parlament. Tako da je danes z nami prišla iz Bruslja, če imam prav. Ne ta teden, ker so prazniki, kmalu smo vsi poslanci v Sloveniji, tako da ta teden sem tle. Lepo, da ste nazaj z nami. Bila je voditeljica na Novi 24, študirala je v Združenih državah Amerike na Grinnell Collegeu, politologijo in ekonomijo, magistrirala iz mednarodnih odnosov pa na King Collegeu v Londonu. V svojem političnem delovanju se osredotoča predvsem na vprašanje mladih, migracij in ohranjanja tradicionalnih vrednot. Jerneja Koren je znanstvenica na področju biomedicine, ki trenutno opravlja doktorski študij v Baslu v Švici. Po šolanju na Škofijski klasični gimnaziji je študij nadaljevala na univerzi v Aberdeenu, kjer je zaključila magistrski program farmakologije in imunologije z usmeritvijo v bioposlovanje. Svoje raziskovalne izkušnje je pridobivala na uglednem inštitutu Biocentrum v Švici ter kot štipendistka ASEF v Teksasu. Trenutno pa se posveča raziskavam akutne mieloične levkemije in celičnega metabolizma. Dijakijo pa poznate morda prek ŠKG polovorjev, saj je oblikovalka logotipa na njem. No, zdaj pa prvem vprašanju. Ne vem sicer, v kakšnem krogu boste vi šli, ampak prvo vprašanje. Zanima nas najprej, kdaj ste maturirali, da dobimo malo občutek, koliko ste stari. In kaj vas je potegnilo študij v tujini? Kako ste začeli razmišljati o tem, kaj vas je opogumljalo, vodilo k temu? Kaj je bil vaš glavni motivator, da vas je potegnil iz te cone obdobja, ki je študij v Sloveniji? Najprej lep pozdrav sem skupaj. Jaz sem maturirala leta 2014, tako da tega je zdaj 12 let. In če vas zanima, koliko sem stara, lani sem bila 30. Ampak na srečo, ker si evropski poslanec, si tretiran kot mladi poslanec do 45. leta, tako da imam še 15 let rezerve. Jaz sem se za študij v tujini odločila, pravzaprav sem začela razmišljati že v osnovni šoli, ampak takrat malo v drugi smeri, zato ker sem trenirala plavanje in sem hotela športno štipendijo in plavati naprej na olimpijske igre. Pa sem nehala plavati, ampak ta želja po študiju v tujini je pa ostala, tako da pa sem dobila akademsko štipendijo, tako nič ni bilo vezano na šport ali karkoli. Sem pa hotela iti, zaradi tega bom zdaj povedala čisto po domače, ker mi slovenski šolski sistem sploh ni bil všeč. Jaz sem imela občutek, pa pol na Škofijski priznam, da je bilo malo boljše, ampak vsaj v osnovni šoli, ampak tudi tukaj pol je bilo, da si se mogel ful stvari napifljati in potem si imel test ali pa si bil vprašan in pa si lahko pozabil te stvari.
In že v prvem letniku, se spomnim, je bilo pa samo matura in ne vem, nisem imela tako občutka, da se učim za življenje, ali če tako rečem. In sem šla pa v Ameriko in sem zbrala jaz sicer zelo poseben college, je bil zelo lev college, tako da boste vedeli, spol na mojem collegeu ni obstajal, ampak sem preživela tudi ta 4 leta, ampak je bilo pa čist drugačen poudarek. Mi smo lahko imeli in računalnike in učbenike pri izpitih, tako karkoli si hotel, zaradi tega, ker je bil poudarek na stvarih, ki se jih nisi mogel napifljati, ampak je bilo na javnem nastopanju, na argumentiranju, na kritičnem razmišljanju. Naprimer, moj test per ekonomiji, bom s tem zaključila, ker nočem biti predolga, ampak ko so moji sošolci na ekonomskem faksu v Ljubljani, se mogli učiti o nekih definicijah, o stvarih, pa neke formule na pamet, smo mi dobili test per ekonomiji, eno podjetje, bilo je napisano, kaj proizvajajo, koliko je cena, kakšne so razmere na trgu in tako naprej, in si mogel ti v bistvu preko tega ugotoviti, kaj naj to podjetje naredi. Ali naj poveča proizvodno, ali naj zmanjša proizvodno, poveča cene ali karkoli. Ampak najbolj ironično mogoče je bilo pa to, da zato, da si ti ugotovil, kaj mora to podjetje narediti, si mogel poznati vse definicije, vse formule, ne na pamet, zato ker si pač lahko uporabil računalnik, ampak na koncu je bilo važno, kot je v resničnem svetu, če si ti ekonomist ali pa nek svetovalec, kaj naj to podjetje naredi, ne da ti znaš zdefinirati vse. Tako da to je bila nekako moja pot, zakaj sem se odločila v tujino in vse, kar lahko vam rečem za zdaj, je, da ste se naredili prvi dober korak, če hočete biti uspešni v življenju, in sicer, da ste prišli na ŠKG. Če jaz pozdravim, ko smo tukaj v živo, preden nas naši digitalni prijatelji pozdravijo iz Vsemirja. Moje ime je Rok Sekerin, še enkrat hvala lepa za vabilo, sploh zato, ker nimam tistega potnega lista, ki ga imate vse tukaj, nisem dijak ŠKG, žal, pa hvala vsegli za odprtost, da tudi dijake ene druge gimnazije, ljubljanske gimnazije Bežigrad, tukaj gostite. Jaz sem davnega leta 2005 maturiral, takrat se mi je zdelo, so dijaki bistveno starejši, kot so danes, ne vem zakaj. Dijaki ste vedno bolj pametni, vedno mlajši, nekako tako mi deluje in ta energija, ki je danes tukaj, me tudi daje energijo za to, ampak mislim, da smo tukaj zato, da pravzaprav se pogovorimo o razlogi ali pa da vam damo spodbudo, da po maturi razmišljate o tem, da greste v svet. Jaz sem šel leta 2005 v Veliko Britanijo, na univerzo v Oxford, kot 19-letnik, takrat kaj sem pa vedel, v kaj se spuščam. Zdelo se je super zanimivo, ena od takih poznanih univerz na svetu, ki je delovala po principu tutorstva, da si moral res z enim tutorjem se precej pogovarjati, da si moral vedno nekako zagovarjati svoja stališča o tem, kaj si se naučil, in to se mi je zdelo fino. Tam sem stal 10 let do doktorata, oziroma dokler nisem spoznal kolega Mark Borisa, potem sem pa ušel nazaj v Slovenijo, pa je on se preselil v Oxford. Rekel bi pa še to, da težko je pravzaprav mapirati izkušnje drugih. Vsaka vaša pot je individualna oziroma je posebna, je zanimiva. To, kar sem jaz naredil leta 2005, pa kolegica leta 2015, verjetno niti ni v istem načinu možno danes, zaradi političnih razlogov, in pravzaprav sem jaz že leta 2005 ugotovil, da smo politična bitja v smislu, da tisto, kar se dogaja v časopisih, ima zelo direkten vpliv na to, kaj se nam zgodi. Leta 2004 je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in smo takrat Slovenci postali domači študentje za vse evropske države. Potem se je leta 2000 ne vem koliko zgodil, recimo Brexit, pa zdaj kar naenkrat nismo več v Britaniji. Zdaj se dogaja zanimive stvari, tako da je vaša zgodba leta 2026-2027 bo popolnoma drugačna, kot je bila naša, in tudi te zunanje okoliščine, ki se nam zdijo mogoče včasih so nekje daleč v časopisih, pravzaprav močno vplivajo na to. To je eno sporočilo, ki se mi zdi pomembno, sploh, ko sedimo v družbi evropske poslanke, da pravzaprav ve tudi, da nosi težo vseh naših usod zares v svojih rokah.
Gospa Koren, nam boste še vi povedali, kako da ste študirali v tujini? Seveda, no, lep pozdrav še z moje strani. Jaz mislim, da sem v tej skupini najmlajša, sem maturirala leta 2019 in potem sem, kot je bilo rečeno, se preselila na Škotsko, precej severno v Aberdeen, kjer sem potem nadaljevala študijem. Zdaj, zakaj sem se za to odločila? Mislim, da je bilo podobno, kot je kolegica že omenila, nekako ta želja po tujini že precej časa v meni. Zelo zgodaj sem tudi šla, bila sem au pair v Franciji in tako naprej in tujina mi je bila zanimiva. Hkrati mi je bil pa zelo všeč ta manj rigiden sistem, kjer si v bistvu lahko zelo aktivno vpleten v svoj študij in si tudi zgradiš svoj kurikulum na način, kot ti ustreza. In zaradi tega, ker sem bila v tujini, sem imela tudi opcijo, študirala sem sicer imunologijo in farmakologijo, ampak lahko sem vzela predmete z fakultete za računalništvo, z ekonomske fakultete, tako da sem na koncu tudi magistrirala delno iz bioposlovanja in mislim, da je to zame bila kar precejšnja dodana vrednost. Je pa res, to kot je gospod Rok omenil, da so spremembe, ki bodo definitivno vplivale na vsega in jaz sem bila v tujini na Škotskem, ko se je zgodil Brexit in sem na srečo sicer bila zadnja generacija, ki se je še prijavila lahko kot uradno domači, se pravi evropski študent. Za generacije za mano je postopek precej drugačen in precej bolj zahteven zaradi tega, ker naenkrat iz te skupine evropskih študentov padeš v naslednjo skupino, ki so tuji študenti, kjer so šolnine bistveno višje, tudi sam postopek vpisa je drugačen. Tako da, mislim, da je res, da zelo veliko faktorjev, ki bo na vašo pot vplivalo in na to morate biti pripravljeni. Hvala. Gospod Mark? Najlepša hvala za besedo in prijazno povabilo in lep pozdrav vsem skupaj. Najprej naj povem to, da imamo danes Slovenci nasploh, ampak vi kot mladi še posebej najbrž največ priložnosti in možnosti, ne samo za študij, ampak tudi delo in kariero v tujini, kot jih je imela katerakoli druga generacija. Tako da po svoje nekako Slovenci živimo na vrhuncu lastne zgodovine, še nikoli nismo bili tako dobro integrirani v svetu, del evropskega kluba, državljani države, ki praktično nima meja s drugimi evropskimi sosedami in partnericami. Tako da je to, bom rekel, res en privilegiran čas, en dragocen trenutek, po svoje en poseben blagoslov, ki ga gre izkoristiti. Druga stvar, ki bi jo povedal, je ta, da mene recimo v tujino ni gnalo samo to, da bi se nekaj novega naučil, čeprav je jasno, da so super univerze v tujini, ki ponujajo fantastična strokovna znanja. Predvsem me je zanimalo tudi ta življenjska izkušnja, ta širina, ki ti jo prinese tujina. Ta mešanost, pa ne samo spolov, kot je rekla Zala, ampak življenjskih izkušenj, kulturnih ozadij in tako naprej. Skratka, stvari, ki jih mogoče doma nimaš na pretek, ti pa dajo določeno življenjsko izkušnjo in širino. Tako da jaz sem maturiral, sem mogel prav razmišljati leta 2002, kar zveni že kot prazgodovina. Nato me je pot zanesla na pravno fakulteto, ki je, kot bi rekla Zala, svetovna prvakinja v piflanju. Tam sem študiral na pamet vse mogoče zakonike, učbenike in tako naprej. In tako kot Zali, tak princip me ni najbolj ustrezal. Danes, še posebej v dobi AI-ja, se mi zdi pa popolnoma odvečen in brez kakršnekoli koristi. No, kakorkoli. Potem me je pot zanesla v Oxford, kjer pa sem imel po svoje možnost poznati svet. Oxford, tako kot večina drugih tujih univerz, so svet v malem. Tja se stekajo ljudje iz praktično vseh držav sveta, iz vseh kultur in je, bom rekel, en tak mini mundus, ki te res nauči marsikaj novega, lepega
in ti da, če imaš srečo, tako kot sva imela Rok in jaz, ne samo dragoceno znanje, ampak tudi življenjskega partnerja. Mislim, da sva oba spoznala svoji partnerki na Oxfordu, no, in to mislim, da je največja kul stvar oziroma najbolj kul stvar, ki se nam je tam pripetila. Tako da ja, pejte v tujino, ne zamudite priložnosti, ki so jo redko kateri v preteklosti na vašem mestu imeli. Bodite samozavestni, zato ker vsi Slovenci nekako trpimo za tem sindromom, da nismo dovolj samozavestni, mislimo, da nismo dovolj dobri, da so vsi ostali boljši. Ko boste enkrat prišli na tujo univerzo, ne glede na to, kje, boste ugotovili, da ne samo, da ste tako dobri kot ostali, ampak da ste mogoče na kakšnih področjih še boljši. Tako da Slovenija, pa Škofijska še posebej vam daje super osnovo, fantastično znanje in boste maksimalno konkurenčni, kamorkoli se ozrete. Tako da korajža velja in pejte ven, vsaj za 1 leto. Tudi če mislite potem priti nazaj v Slovenijo, kar bi bilo super, jasno, vam bo tisto leto pustili eno fantastično izkušnjo, pa mogoče še ženo ali pa moža. Hvala. Če se kar premaknemo k našemu drugemu vprašanju, torej kakšen je profil študenta, ki ga iščejo univerze v tujini in pa ali vas je šolanje na gimnaziji pri tem ustrezno oblikovalo? Če kar začnemo tako kot prej, gospod Tomašič. Ja, zdaj sam da vemo, koliko podrobnosti grem. Ali lahko dvignete roko tisti, ki razmišljate o Združenih državah Amerike, ali pa bi vas to zanimalo? Ok, nekaj vas je, ok. Ker je mečken, se bojo ostali lahko povedali, jaz sicer pač pa sem tudi v Veliki Britaniji, ampak tisto bil magisterij, tako da se bom zdaj osredotočila bolj na dodiplomski študij, ker ste vi pred temu. Zdaj, v Ameriki morate vedeti, je na tisoče univerz. In to ni tako, da se ti odločaš zdaj jaz bi pa rad študiral pravo in pa zbiraš, a greš v Ljubljano, a greš v Maribor, ne. Ali pa za kakšne stvari, ki jih želiš študirati, imaš celo samo eno fakulteto v Sloveniji in je pač odločitev ni katera fakulteta, ampak je odločitev, kaj boš študiral. V Ameriki je to glih obratno. Imamo na tisoče univerz in ti iščeš univerzo, ki ti ustreza. In ti moraš se odločiti najprej, kje sploh, mislim, več kriterijev je za razmišljati. Eno je geografsko. A greš ti v šolo v New Yorku, je zelo različno, kot sem jaz šla v šolo v Iowi. Tako da geografsko morate. A ti hočeš iti v mestno središče, hočeš iti v LA, hočeš iti v New York. To je čist druga izkušnja, kot če greš v neko manjšo mesto ali pa če greš čist na podeželje. Potem se moraš odločiti, kakšne obšolske dejavnosti si želiš zraven. Potem mogoče tudi razmišljaš, v kateri smeri. Eni so bolj družboslovno usmerjeni, eni bolj naravoslovno usmerjeni, tako da je kar veliko faktorjev. Hkrati pa tudi jaz priporočam iz moje izkušnje, da tudi morate pogledati, oni iščejo, kakšen tip študenta se bo ujel z univerzo, ne? Ker jih imamo veliko, ni samo jaz hočem študirati, ne vem, pre-med, pa greš na pre-med, ne. Tudi, naprimer, družbene stvari, ki se zanimajo. Moj faks je bil, kot sem rekla, izjemno v LGBT usmerjen. Jaz nisem bila, pa sem preživela, ne? Ampak če bi jaz to vedela prej, bi verjetno iskala drugačne fakse. Imaš, naprimer, ne vem, katoliškega, imaš enega, kaj samo za moške, enega, kaj samo za ženske. Tudi malo politično smeritev lahko pogledaš, če greš kje bolj na jug ali pa v kakšno tako zadevo, so ponavadi majčkeno bolj republikanci. Če greš v majhne liberal arts, kot sem šla jaz, so bolj demokratični usmerjeni. Tako da vse to so neki faktorji. Obstaja ena spletna stran, mislim, da se reče Search, ki lahko ti vse to vtipkaš, a te zanima bolj, pa ti glede na tvoje interese potem predlaga nekatere fakse. Potem, koliko je velik, je pomembno. Meni je bilo na začetku pomembno, da grem na majhnega, ker sem hotela imeti odnos z profesorji direktno, ne. Tako da na mojem faksu je bilo 1600 študentov, 400 na letnik. To je izjemno majhen faks za Ameriko. Potem je tudi odvisno, moj je bil samo za dodiplomske študente in to je pomembno, ker če ga iščete, pa vsak si želi iti naprimer na svetovno znane univerze, ne vem, Princeton, Stanford, Harvard, morate vedeti, da tam so profesori večinoma, da vam iskreno povem, bolj osredotočeni na magisterij, pa na doktorat. Uči vas pa pač TA, to je Teacher's Assistant, a ne?
nekdo, ki dela magisterij ali pa doktorat. Tako da vi s tistim profesorjem sploh nimate toliko stika. Ja, boste na koncu dobili diplomo, ampak jaz sem se zato odločila, da grem na bolj svetovno priznan college na magisteriju, ker pol pa dejansko delam s temi profesorji, s katerimi sem hotela delati. Da do diplomcev pa tudi nisem hotela, da me uči nekdo brez zamere za tisti, ki delate doktorat tukaj, ampak sem hotela, da me uči res profesor, ne nek študent. Tako da vse to so stvari, pol je pa še cena. Zdaj, v Ameriki je tudi odvisno, greš privat ali greš na javno. Ni zdaj toliko razlike, kot so ostali rekli, a se je Brexit zgodil ali ne, zato ker za Združene države Amerike itak boš tretiran kot tujec. Ampak imaš pa vse neke stvari, če imaš kakšno vez z državo, ne bom se zdaj spuščala v podrobnosti, ampak v glavnem, a greste privat, a greste javno. Privat je dražje, ampak privat nudi več štipendij. Jaz sem dobila skoraj 95% štipendijo, s tem, da morate se zavedati, da en letnik v Ameriki na mojem faksu je sicer to je bilo, jaz sem bila tam 2014 do 2018, tako da zdaj so cene malo višje, ampak je z bivanjem pa s hrano je stal 70.000 evrov. To je 250.000 v 4 letih. Tako da jaz sem dobila štipendijo prav iz Amerike, iz faksa. Zraven je pa ponavadi vedno še tako vezano, da vsaj en del si pa moraš sposoditi. Zame je bilo to $4,000 na leto. Zaradi tega, da imaš ti še vedno občutek, da nekaj plačuješ oziroma moraš to pol vrniti. Tako da to je drugače pol $16,000, da si sposodiš, kar lahko vam povem, s kakšnimi Američani, ki sem govorila, ki si sposodijo tudi po $200,000, 16,000 ni toliko veliko, pa lahko tam še delaš in tako naprej. Ampak vse to so ti neki faktori, ki jih morate razmisliti za Ameriko. Potem pa, kar se pa tiče vprašanja za gimnazijo, kako je to, da greš iz škofijske potem naprej. Zdaj, moj prvi dan v Združenih državah Amerike je bil moj prvi dan faksa. Jaz sem šla direkt iz škofijske, sem spakirala kufre in sem se preselila v Iowo, to je tako, največje bližje mesto je Chicago, kaj 4 ure vožnje stran. Tako da dobesedno sem šla sredi koruznih polj, ampak je bila dobra izkušnja in moram reči, da jaz sem takrat tudi mislila, da moram narediti mednarodno maturo. Jaz sem bila prepričana in sem se jaz tudi v 2. letniku na Škofijski prijavila na gimnazijo Bežigrad na mednarodno maturo in nisem bila sprejeta. In vam iskreno povem, da sem jaz en teden jokala, ker sem mislila, da je mojega življenja konca, da zdaj jaz ne bom mogla iti v tujino. Tako da včasih doživiš tudi neuspehe ali pa nisi sprejet, samo moraš vztrajati naprej, ampak na koncu se je pa skazalo, da sem bila jaz iz svoje generacije edina od slovenskih študentov, ki je bila sprejeta v Ameriko na akademski štipendiji, pa nisem imela mednarodne mature, sem imela čisto navadno. In Škofijska je meni tukaj ful šla nasproti in mi je res pomagala, ker za Ameriko se morate začeti že v 3. letniku nekako pripravljati, če greste na to, da dobite akademsko štipendijo oziroma že malo prej, zato ker ni pomembno samo ocene, valjda je fajn, da imate 5, ampak so samo en del, potem so pa zelo pomembne obšolske dejavnosti. In jaz zdaj ne vem, tukaj je profesor Pisk, ki je mene tudi učil, in je imel, a še obstaja krožek Škofijska strela, pa debatni krožek, pa vse to. Ja, pa tudi časopis, in tako naprej. No, jaz sem se vsemu temu pridružila in zdaj ne vem, če se on to spomni, ampak jaz sem se takrat odločila, da bi bila jaz, da je dobro, da bi se slišali na moji prijavnici, da bom jaz predsednica vseh teh krožkov. Tako da sem vse profesorje, ki so bili odgovorni za kakšen krožek, prosila, tako dolgo časa, da so rekli, ja, lahko si predsednica, ker v Sloveniji tega itak ni, Potem tudi, veste, da nikoli noben noče biti predsednik razreda, No, jaz sem bila. Zaradi tega, ker v Ameriki pa to ful šteje, da si ti predsednik razreda. Tako da vse take stvari... Torej, se moramo mi ful potruditi za vse obšolske dejavnosti, pa vse to? Ja, pač čim več imejte tega in potem je pa še moraš narediti posebne izpite za Ameriko. Naša matura ne šteje in v bistvu si ti že sprejet na faksu v Ameriki, preden ti sploh odpišeš maturo. Tako da pravzaprav je niti ne rabiš. Jaz sem šla delati... Ja, bom šla delati, ampak so bili pa ful fajn, da končam zdaj, da drugi povejo, ker na Škofijski so mi pa šli ful nasproti in mi upravičili ogromno ur, tako da sem jaz imela ogromno upravičenih ur, zato da sem bila lahko doma in se pol v 3. pa začetek 4. letnika tudi učila za ameriške izpite, poleg
naših kontrol pa spraševanja. Tako da so profesori tukaj, če ste pripravljeni delati, res pripravljeni vas podpreti in iti nasproti, karkoli rabite. Ker rabite na koncu tudi njihova priporočila, tudi dobro napišejo, vsaj meni so jih, ker sem lahko sprejeta. Tako da res imate odlično podlago, samo pokažite interes in po mojih izkušnjah vsi moji profesori so mi prišli nasproti. Imamo še koliko vprašanj? Da pridemo skozi, mogoče samo eno stvar bi upozoril, zdaj ste dijaki, razmišljate o študiju, dajmo mogoče to besedo tujina, ki nas bremeni, kar pozabiti. Vi se odločite, kaj želite študirati in kje, in če je to v Sloveniji ali v tujini. Slovenija ima priložnost ali pa danost, da ima relativno največ tujine okrog sebe v primerjavi z večino svetovnih drugih držav. Tako da greš 100 km v kjerokoli smer, pa si v tujini. Tako da to niti vas toliko ne obremenjuje. V Evropi ste domači študentje, je pravzaprav tako, kot da bi šel na katerokoli univerzo znotraj Slovenije. In univerze, to morate tudi vedeti, že počasi za vas tudi malo tekmujejo. Ste vi za njih tudi pomembni, ali boste šli na to univerzo. Univerze že tudi morajo upravičiti svoj obstoj in zato ste vi tisti, ki držite svoj volilni listek, ali kako bi temu v političnem žargonu rekel, in ste zelo pomembni tudi vi za univerzo. Tako da tista beseda tujina ne bo mečken sekundarna. Sploh, če razmišljate ostati bližje domu v Evropi. Kolegica Tomašič je lepo povzela, kako to izgleda v Ameriki, mogoče še 2 besedi o Evropi. In najpomembnejša beseda, ki bi tukaj izpostavil, je vtis. Vtis je pa eno društvo v tujini izobraženih Slovencev, v kateri dan že več kot, mislim, da 3000 vaših kolegov, ki so to pot že dali čez, tako da imate fantastično zbirko znanja, ki vam lahko za vašo dotično univerzo, dotičen študij verjetno da že zelo konkretne podatke, ki so veljavni na današnji dan. Moja izkušnja izpred 20 let vam niti ne bo več toliko koristila. Tako da bi se v bistvu naslonil na to, kar je kolegica rekla, da imate fantastično podporo vaših profesorjih in hvala profesorjem, da opolnomočate dijake, da jim date tudi to samozavest, o kateri je Mark Boris govoril. Vse se začne že v vrtcu, pa v osnovni šoli in zdaj v srednji šoli, da veste, da imate vsa znanja in boste korajžni in pogumni. Vse ostalo je pa toliko specifično za posamezne študije, da je najboljše, da res iščete dotične informacije za tisto, kar vas najbolj zanima. In sledite tistemu, kar vas najbolj zanima, kar bi radi v življenju počeli, in se bo s tem potem v bistvu tudi vaš študij nekako šel v štreno. Toliko. No, še z moje strani bom poskušala biti zelo jedrnata, ampak nekako bi se strinjala z vsem, kar je bilo že povedano. Meni se zdi predvsem, da v tujini, oziroma po mojih izkušnjah tujini iščejo predvsem angažirane študente, tako v nekem šolskem sistemu, se pravi pač ocene, ampak predvsem je pa mene tudi presenetilo, kakšno vlogo igrajo obšolske dejavnosti oziroma kako se angažiraš izven samo nekega zastavljenega kurikuluma. In tako kot je bilo že rečeno, bi tudi jaz rekla, da je najbolj, oziroma bi vas spodbudila, da se naslonite na mrežo, ki že obstaja, in predvsem na škofijski se mi zdi, da je to, ja, da imate res enkratno priložnost. Jaz osebno sem dobrih 7-8 let nazaj sedela kot dijakinja na zelo podobni okrogli mizi, kjer je bila tudi študentka, ki je dejansko študirala zelo podobno smer, kot sem jaz hotela študirati na Škotskem, in takrat nisem imela nič za izgubiti in sem jo kontaktirala in mislim, da je bila zelo veliko pomoč. Tako da mislim, da bi vas predvsem spodbudila, da res izkoristite vse vire in povezave, ki jih imate. Pa tudi profesori na škofijski, meni osebno je profesorica Lili takrat zelo pomagala.
Nisem prepričana, da tudi mnogi drugi izmed vaših profesorjev, če stopite do njih, bojo z veseljem vam pomagali na tej poti. Mogoče lahko na začetku dodam eno razmišljanje, kaj je razlika med slovenskimi univerzami oziroma moja pravna fakulteta v Ljubljani in pa Oxfordom, kamor sem hodil, in to je najbrž izkušnja prav vseh od nas. Če ti na faksu kaj ne gre, tukaj pri nas, je to tvoj problem. Če ti pa v tujini na faksu nekaj ni jasno, je to problem profesor. In profesorje se ocenjuje po tem, kako uspešni so njihovi študenti. In to je nekaj, kar je v našem sistemu popolnoma tuje, ker je profesor Bog, ki mu je ponovadi vseeno za to, a ti gre, a ti pa ne gre. V Ameriki, pa v Britaniji, pa tudi drugje, je ta logika obrnjena. Profesor je odgovoren zate. Njemu je interesu, da ti razumeš snov, da si dober, da obvladaš in da ti potem, ko se enkrat osamosvojiš, končaš fakulteto, v life uspe. Tako da to je, bom rekel, ta obratna logika, ki me je presenetila, pa mi je bila tudi zelo blizu tukaj v Angliji. Zdaj pa, kaj potrebujete, ne? Zala je ful lepo razložila, kaj potrebuješ, če želiš iti na dodiplomca. Jasno je to neka vsesplošna angažiranost, ker se pa podiplomca tiče, je pa stvar seveda majčkeno bolj specifična, odvisno pač od smeri, ki jo zasleduješ, ne? Moj primer je bil tak, da sem šel na magistrski študij na Oxfordski School of Government, se pravi šola za javne politike in mednarodne odnose. In njim je zelo veliko pomenilo, da sem jaz, preden sem se vpisal, opravil raziskovalno prakso v Washingtonu, v Bruslju, da sem bil predsednik študentskega sveta na pravni fakulteti, da sem bil aktiven v študentski vladi na Univerzi v Ljubljani in tako naprej. Skratka, da sem pokazal neko inicijativo na področjih, za katere je ta fakulteta specializirana in na katerih želim potem v prihodnosti graditi. Kar jih tudi zanima, je to, kaj želite vi potem početi, ne? Ker oni vidijo in razumejo magistrski študij ali pa doktorski študij samo kot, bi rekel, stepping stone. In je zelo pomembno, da vi začnete že zelo zgodaj razmišljati, kaj bi v življenju radi dosegli. Ker vas bodo to na intervjujih sigurno vprašali. Kaj želiš doseči v 5 letih? In tukaj, bom rekel, je prav biti majčkeno ambiciozen. Je prav reči, ne vem, postal bom evropski poslanec iz Slovenije, tako kot je danes Zala. In tako naprej. Pač odvisno od smeri, ki jo zasledujete. Tako da bote specifični, ko gre za, ne vem, smer, ki jo želite obiskovati. Dajte tudi razumeti, da kljub temu, da ves čas govorimo o Stanfordih, Harvardih, Yaleh, Oxfordih in tako naprej, da je na stotine vrhunskih univerz v Evropi, ki se lahko brez težav na posameznih smerih kosajo s katerokoli od tistih. In te univerze ne stanejo, tako kot je rekla Zala, 60 ali pa 70 ali pa $100,000 na leto, ampak stanejo par tisoč dolarjev, ker ste pač tako kot Nizozemci državljani Evropske unije. Tako da jaz bi res spodbudil naše študente, da izkoristijo priložnosti, ki jih ta kontinent ponuja, pa ne gre za Pariz, ne gre za Amsterdam, ne gre za Leuven in druge velike, stare, ugledne univerze, iz katerih lahko potem pot vas vodi kamorkoli po svetu. Hvala, gospod Boris. Pa bomo tudi z vami spet začeli, da bomo zamenjali vrstni red. Vprašanje pa je... No, da vas vidimo. Vprašanje je, kako poteka vpis na študij, kako pridemo do tega, kaj je prvi korak, od kje dobimo denar in kje živimo, kje najdemo nastanitev in kako je pol socialno življenje tam. Ja, to so super vprašanja. Zdaj, jaz lahko govorim o podiplomskem študiju, to pomeni, da morate vi začeti razmišljati o študiju v tujini že precej zgodaj, vsaj 1, če ne 2 leti prej. Večina deadlineov za aplikacije je, ne vem, če bi se vpisoval za naslednje leto, bo to konec letošnjega leta ali pa v začetku leta, ki prihaja. To, da moraš imeti
dobre ocene, akademska odličnost je pogoj za vrhunsko univerzo, potem moraš izkazati vse te druge aktivnosti, o katerih smo govorili. Kar je zelo pomembno, so res ta priporočilna pisma, o katerih je Zala že govorila. To, da si izberete profesorje, s katerimi ste mogoče mečkam več sodelovali, kjer ste se izkazali, ki vas mečkam bolj poznajo. Na ta priporočilna pisma Američani, Angleži in ostali res dajo veliko. Nam se zdijo velikrat trivialna, vse kar nekaj napiše, pa kdo to sploh bere. Resne univerze berejo vsako besedo vsakega priporočilnega pisma, ker predvidevajo, da so to profesori, ki vas najbolj poznajo. In tako da priporočilna pisma so ključna, zberite priporočitelje, ki vas poznajo, ki so mogoče tudi prepoznavni v tujini, ali je to dekan fakultete, ali je to, ne vem, nek profesor, ki ima neko resno mednarodno mrežo in ime. Potem je zelo pomembno motivacijsko pismo in ja, to je zelo pomembno kljub temu, da smo v dobi AI. In v tem motivacijskem pismu morate vi zelo specifično povedati, zakaj si želite študirati točno to smer na točno tej univerzi. To ne mora biti nekaj generičnega, kar pošiljate, ne vem, na 10 univerz. Mora biti specifično. Všeč mi je vaš pristop do študentov, všeč mi je, ne vem, vaša specializacija za mednarodno pravo, spremljam to, kar počnete, vaše profesorje, študije, ki jih objavljate in tako naprej. Več, ko boste pokazali znanja o inštituciji, kamor aplicirate, boljše šanse bodo imeli. Ker oni želijo ljudi, ki so motivirani, da pridejo prav tja. Ne ljudi, za katere je, ne vem, ta univerza izbira številka 7. Tako da pokažite, naredite svojo domačo nalogo in izkažite v svojem motivacijskem pismu, da veste, kam se vpisujete, in v tem motivacijskem pismu boste potem tudi orisali, kje vidite svojo življenjsko pot in zakaj je ta magisterij oziroma ta doktorat tako zelo pomemben, da vam pomaga uresničiti sanje na vašem strokovnem področju. Tako da to so, bom rekel, nekako te osnovni gradniki, se pravi dobre ocene, priporočilna pisma, motivacijsko pismo in pa cel kup formularjev, ki jih boste mogli izpolniti, in to ni trivialno delo, tako da se ne lotevajte tega zadnji teden, tudi ne zadnji mesec. To je stvar, ki se jo morate lotiti že par mesecev prej, se obrniti na vtisovce, tako kot je Rok povedal, za nasvet. Vsi smo že dali to nekako čez, lahko vam prikrademo ogromno časa. Potem pa ja, finance. Tukaj imate pa več možnosti. V Ameriki, tako kot je Zala rekla, imaš zelo bogate štipendijske sklade na vsaki univerzi in oni imajo radi študente iz držav, kot je Slovenija, ker dodajo neko pisanost k študijskemu telesu, tako da, če ste dobri, tako kot je bila dobra Zala, vam neka štipendija najbrž ne uide. V Evropi je malo drugače, teh štipendijskih možnosti je morda nekoliko manj, ampak so tudi cene študije bistveno niže. V Sloveniji imamo Ad Futuro, ki sofinancira podiplomske študijske programe, morda tudi dodiplomske danes, ne vem. In oni, bom rekel, večinoma pokrijejo ne samo študijski del stroškov, ampak tudi življenjski del stroškov. Tako da to je to. Vse ostalo je pa potem, kot bi rekel, v božjih rokah. Hvala vam, gospa Jerneja. Jaz v bistvu lahko največ povem predvsem za vpis na dodiplomski študij, ker sem tako jaz tudi začela. Mislim, da na več točkah je precej podobno, se pravi, definitivno so pomemben gradnik ocene, tako kot je bilo omenjeno. Poleg tega pa tudi obe pismi, se pravi letter of motivation, ki ga napišeš sam, pa letter of recommendation, ki ga napiše tvoj profesor oziroma nekdo, ki te priporoči na univerzo. V bistvu oboje moraš oddati tudi, ko se vpisuješ na dodiplomski študij, vsaj v Veliki Britaniji. In vsi ti vpisni roki, tako kot je bilo rečeno, so res zgodaj. Če se ne motim, so bili za mene večinoma že prva polovica januarja. Se pravi v zadnjem letniku, v 4. letniku. In potem tudi v bistvu se prijaviš z ocenami do trenutka, ko daš vlogo, plus obema se pravi letter of motivation, letter of recommendation. In potem tudi relativno hitro
dobiš odgovor. In v Britaniji je bilo tako, da si se lahko vpisal na načeloma, mislim, na 5 univerz in vse so ti podale odgovor. In to si ga dobil načeloma nekje do marca. In večinoma lahko si dobil unconditional offer, to pomeni, da so te vzeli ne glede na to, kaj se zgodi. To je bilo vsaj v mojem primeru praktično nemogoče, ker nisem še zaključila srednje šole. Tako da, če so me sprejeli, je bil to conditional offer, kar pomeni, da so mi dali, da me bojo sprejeli na študij, če dobim na maturi toliko in toliko točk, oziroma če zaključim s temi in temi ocenami. In to v bistvu izveš že marca. In potem nekako veš točno, kakšne pogoje moraš izpolniti, da se lahko vpišeš. In tako kot je gospa Zala omenila, jaz tudi nisem opravljala mednarodne mature, kar na dodiplomskem nivoju mislim, da je mogoče bil problem za kakšne univerze na višjem nivoju, se pravi recimo Univerza v Edinburgu, ker mislim, da niso povsem vajeni vpisov študentov iz manjših držav in ne poznajo čisto sistema, tako da tudi točke na maturi ne prevedejo v povsem iste pogoje, kot bi jih mogoče postavili za mednarodno maturo, ampak mislim, da kljub temu meni je uspelo in se da, tako da naj vas to ne prestraši. Potem, ko se pa enkrat, ko praviš maturo, se v bistvu odločiš od vseh pogodb oziroma ponudb, ki si jih prejel, tista, ki ti najbolj ustreza in kjer izpolnjuješ pogoje, in potem se v bistvu vpišeš in nadaljuješ proces. Kar je precej seveda pomembno vprašanje, je potem tudi financiranje. In mislim, da se je tega dobro lotiti čim prej, ker kljub temu, da v Evropi načeloma so stroški nižji kot v Ameriki, še vseeno je malce težje, kot če študiraš direktno v Sloveniji. Predvsem zato, ker večina stvari ni subvencioniranih, se pravi, nimaš ugodnosti, kot so študentski boni. Nastanitve na kampusu za študente so načeloma cenejše, ampak niti blizu temu, kar imaš v Ljubljani. In kar bi rekla je, da kljub temu, da ti stroški so, je res veliko opcij za financiranje znotraj Slovenije, pa tudi zunaj. Jaz recimo sem imela Zoisovo štipendijo, ki je potem tudi v bistvu lahko dobiš Zoisovo štipendijo za študij v tujini, ki je malce višja. Potem seveda obstaja Ad Futura za predvsem podiplomski študij. In je pa res, da tudi v Ameriki, kot je Zala že povedala, to definitivno res. Vem pa tudi, da je v Britaniji na precej univerzah obstajajo študentski skladi, kjer financirajo študentom iz tujine celoten študij, plus ponavadi je zraven še nek manjši znesek, ki naj bi pokril tudi bivanje oziroma vse stroške bivanja v tujini. In to je sicer pač odvisno od univerze, kjer se prijavljate, ampak definitivno, kjer je volja, tam je pot, tako da mislim, da opcije so, samo res se dajte pozanimati čim prej. Glede nastanitve je pa tako, da je večina univerz, vsaj kjer sem jaz bila v tujini, malo drugačna od ljubljanske, v smislu, da je nek kampus, kjer bo večina predavalnic in fakultet in tako naprej, in nekje blizu bo tudi študentski kampus, se pravi nastanitev za študente. V Britaniji je bilo tako, da je bila v resnici ta nastanitev relativno draga, tako da je večina študentov iz tujine, predvsem so bili tam nekako prvo leto, ker pač nobenega ne poznaš. In si nekako potem zaradi tega, ker živiš na kampusu z drugimi študenti, malo bolj vklopljen v dogajanje. In potem, ko nekako pridobiš svojo mrežo, se je večina odselila ali v privatne nastanitve ali pa v neke privatne študentske domove, ki so mogoče malo cenejši. Tako nekako bi povzela. Hvala vam. Gospod Sekirnik, kakšna je bila pa vaša pot do študija?
popolnoma irelevantna za večino ljudi tukaj, tako da je ne bom še enkrat ponavljal, ker pravim, je bilo 3 politične sisteme nazaj, danes je čas popolnoma drugačen, tudi v mnogočem v pozitivnem, umetna inteligenca vam danes lahko pomaga, kakšne stvari, ki so nam včasih vzele pretirano preveč časa, ne je pa uporabljati za pisanje motivacijskih pisem. Razmišljate, kaj želite, dan vam je talent, dan vam je v življenje, kaj želite z njim narediti. Zdaj bom obrnil še zgodbo na to, trenutno delam v enem podjetju, v Ajdovščini, Sartorius Bioseparations, in nekoč boste službo iskali in verjetno upam, kaj želimo pa potem, ko boste enkrat doštudirali, želimo videti ta žar, kaj želite s svojim življenjem narediti. Tukaj se mi zdi, da vsa ta umetna inteligenca mičken zamegljuje mogoče nam to ost, ki je včasih bila bolj našpičena in opažam sploh pri mlajših generacijah, da se mičken izgublja ta ostrina, ki jo boste nekoč rabili, ko boste se odločili, kaj boste počeli profesionalno. Predtem boste morali pa že univerzo tudi prepričati, če bo več upisal kot mest, zakaj želite točno k njim iti. To zadevno, to motivacijsko pismo mora odražati vašo željo, kaj želite iz sebe narediti. In možnosti je veliko, res bi rad, da si zapomnite ti 2 kratici, vtis, VTIS, v Društvo v tujini izobraženih Slovencev, kontaktirajte jih in vam bodo z veseljem pomagali. In druga kratica, ali ni kratica, je ime Ad Futura, to je javni sklad štipendijske Republike Slovenije, unikatna inštitucija, ki je nimajo drugje po svetu, ker država vlaga v izobraževanje svojih državljanov, v principu zastonj. Vse, kar želijo od vas je, da ko doštudirate, da pridete nazaj v Slovenijo, zato da se talent tudi vrača. In če bi rad še tretjo kratico izpostavil, ki je bila omenjena, ko boste enkrat delali, pa potem že podiplomski študij, obstaja pa še ena zanimiva inštitucija v Sloveniji, ki jo tudi predstavljam, to je pa ASEF, Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, in sem zelo ponosen, da je Jerneja kot ena od štipendistk tudi danes z nami. To je pa potem so inštitucije, ki pa bolj nišno pomagajo pri izobraževanju, konkretno ASEF pošilja študente za 10 tednov na vodilne svetovne univerze po svetu za 10-tedenski tak obisk. To, da ni nujno niti, da se za 3 leta zavežeš nekam iti, lahko greš z polno štipendijo tudi za 10 tednov, kar je že 3 mesece, že relativno dolga doba, tudi večkrat potipati. In še eno stvar bi pa tudi izpostavil, pomislite pa tudi, kaj vse pa lahko v Sloveniji dobite za univerzo, ne? Ker marsikaj dobrega svet ponuja, ogromno dobrih stvari ponujajo pa tudi lokalne univerze, tudi povezano z življenjskim stilom, ki je bistveno drugačen v tujini kot v Sloveniji. Tako da odločitev je, možnosti je polno, možnosti veliko. Torej pravite, da si lahko najdemo veliko podpore v Sloveniji in okolju. Gospa Tomašič, vi ste nam že veliko povedali, kako ste prišli do študija, kako pa najti nastanitev, ko enkrat imaš univerzo in vse? Pri meni je bilo majčkeno drugače, zato ker, kot sem rekla na začetku, ko se odločate za univerzo v Ameriki, se tam tudi pogleda, a si na kampusu ali ne. Moj faks je bil tak, da si mogel biti na kampusu. Sploh ni bilo možnosti. Šele v 4. letniku si lahko zaprosil, da živiš izven kampusa. Ker sem bila pa v Londonu, je pa drugače. Tam pa kampusa pravzaprav tacga v tem smislu, da smo sami študentje, tam pa profesori, pa da živimo, ni bilo, ker London je milijonsko mesto, tako da si pravzaprav živel v mestu in hodil na predavanja samo na faks. Samo še 2 stvari bi opozorila, kar se tiče Amerike, če hočete finančno pomoč, je posebna prijavnica. Vi se prijavite na faks, pol je pa čist poseben sistem, da dobite štipendijo. Tako da vsak faks ima to drugače, dajte pogooglati, ampak to je ena od razlik. Potem pa moja sestra je pa študirala, ker je Mark Boris že omenil, da imamo v Evropi odlične univerze, je pa v Leidenu študirala na Nizozemskem. In morate vedeti, da tam je bila pa šolnina 2000 evrov, mislim, da na letnik. Tako da neki tam nimajo niti teh možnosti štipendiranja, ker 2000 evrov sklepajo, da si načeloma lahko ljudje privoščijo.
Bi pa tukaj rekla, da včasih so ljudje mečkan pol zmedeni mladi, a ne kako z jezikom. Zdaj, ona je šla na Nizozemsko, ampak tudi če greste v te države, ona je imela celotni program v angleščini, ni rabila znati govoriti nizozemsko. Zdaj, v Ameriki je seveda, ali pa v Angliji, pač v angleščini, ampak tudi, naprimer, jaz vem tudi za univerze v Nemčiji, Nizozemska in tako naprej, ki imajo, edini, tudi v Italiji imajo neke angleške programe, edini, kaj bi jaz rekla, da malo pogledate, je Francija. No. V Franciji imajo tudi kakšno angleško, ampak načeloma pa tam kar se držijo tega. Pa definitivno boste rabili za vsak angleški program narediti teste angleščine. Jaz sem mogla IELTS narediti ali pa TOEFL sprejmejo. To je to. Pa se je to bilo že prej rečeno za Ameriko, če niste športnik, pa greste na akademsko štipendijo, se morate prijaviti, imaš različne možnosti, imaš early application, early decision, regular decision in tako naprej. Morate paziti, ampak načeloma je včasih to že na začetku 4. letnika je že deadline, definitivno pa za regional je pa za novo leto, ob koncu 4. letnika, ko ste. In maturo za Ameriko ne rabite, zaradi tega, ker boš ti dobil že decision tam februarja, marca in je to že final decision, ker morate paziti, v Ameriki se začne šolsko leto avgusta. Tako da to tudi uračunite. Avgusta in se konča maja. In tudi, nismo o tem še spregovorili, ampak še nekaj, da opozorim, ko si v študiju v tujini, vsaj na mojih faksih, kjer sem bila, ne vem, kako bojo ostali 3 rekli, ampak ni absolventov, ni tega, da lahko padeš izpit. Sej načeloma je tako narejeno, kot je Mark že rekel na začetku, da ti ful pomagajo, da ti gre. Ampak ni tega, da kar padeš, ni tega, da vlečeš, ni tega, da 1 leto pauziraš. Ko gledaš ti diplomski študij, pa pišeš 4 leta, to pomeni 4 leta. V 4 letih moraš ti diplomirati. Za magisterij, ko sem bila jaz v Angliji, je bilo, mislim, da 12 mesecev. To pomeni z napisano in oddano magistersko nalogo. Ne moreš vleči. Če ni res kakšnega zdravstvenega razloga, da se ti kaj zgodi, je to. Ni ponavljanja izpitev, ni 1. roka, ni 2. roka, ni 3. roka. Je drugačen sistem, da skozi delaš, ampak to je nekaj, na kar morate biti pripravljeni. Pol, ko greš, posebej, ko te nekdo štipendira, pa ti da toliko denarja, ni tega, da potem ti malo vlečeš, pa malo bi to, pa malo bi spremenil in tako naprej. Ne? Je pa sistem podpore popolnoma drugačen. Ampak to je mogoče ena od razlik, kar pomembna, no, ko se odločate za to, da veste, da ko gledate, v kolikem času se končaš tudi, to je to. In v tem času ga morate končati. Hvala. Zdaj pa še za zaključek bi prosil vsakega gosta, da nam pove kakšno spodbudo ali pa kakšno zelo na kratko razmišljanje za nas dijake, ki tudi razmišljamo v študiju v tujini, potem pa, če bo še čas, pa če bo še kakšno vprašanje iz publike, bo še to, tako da bi prosil, da zelo na kratko, pa če kar začnemo, gospod Andrijanič. Jaz bi mogoče samo dodal, da se morate prijaviti na več univerz, na več programov. Ne? Tudi če vam je en strahovito všeč in si rečete to ali pa nič, vedno se prijavite na vsaj 3 različne programe, na vsaj 3 različne univerze, ker se zna zgoditi, da mogoče na prvi 2 ne boste sprejeti, na 3 pa boste. Tako da tukaj boste pametni, kako reče Američani, don't put all of your eggs in one basket, razpršite svoje možnosti. Naslednja stvar je, da obiščite te univerze, če jih le lahko, preden se opisujete. Običajno so univerze zelo odprte za bodoče študente, pripravljajo posebne dneve odprtih vrat, posebne programe online ali pa v živo, da se srečate z njihovimi alumni, da vam oni povejo, kakšna je bila izkušnja študija, kakšne so bile potem tudi priložnosti za zaposlitev po tem študiju in tako naprej. Skratka, tuje univerze so prav zaradi tega mednarodnega competitiona zelo, zelo odprte za vse, ki jih študij tam zanima. Tako da izkoristite teh priložnosti, ki jih je kar nekaj. Tudi jaz sem šel recimo, ko sem zbiral med Georgetownom v Washingtonu in Oxfordom na obisk na eno in drugo fakulteto, se dobil z dekanoma obeh fakultet in bom rekel, se res trudijo in to, kot, ne vem, ko prideš iz našega sistema, si večkrat presenečen, se res trudijo pridobiti dobre študente iz celega sveta. Tako da izkoristite to priložnost, obnašajte se kot stranka, bi človek rekel, ne kot politična stranka, ampak kot stranka, ki nekam pride za to, da dobi vrhunsko storitev, ker po tem principu študij v tujini funkcionira, ne? Še posebej v Ameriki. Tako da
nimam čisto nobene drugega nasveta, kot to, da pejte v to, riskirajte 1 leto svojega lajfa, ne glede na to, a želite kariero zgraditi v tujini ali pa v Sloveniji, bo to nepozabna izkušnja, ki vam jo lahko samo priporočim. Bom jaz nadaljeval. Se pravi, prijavnico smo obdelali, pomoč pri prijavi smo obdelali, finance smo obdelali, strukturo smo obdelali, nismo pa obdelali še kategorije mama in oče. Kategorija mama in oče je mogoče najpomembnejša kategorija, na kateri morate začeti že danes delati, ker oni vas bojo v svet spustili, ko boste stari 19-20. To je zgodaj. In če imate to želje v sebi, rečete mami, jaz bi pa šel. Pa zapomnite se to, kar sem zdaj rekel, opazujte njen obraz. In ta obraz vam bo dal še dodatno motivacijo, da rečete, ja, čas je, da se osamosvojim in da poskušam tole. Ampak ta je mogoče še tista kategorija, ki bi jo svetoval, da jo začnete zgodaj obdelovati, če tako ne rečem. In sem imel že sam priložnost tudi z mamami dijakov, ki so razmišljali o tem, se pogovarjati, in vam povem, z njihovega stališča ni lahko spustiti svojih otrok v svet. In povejte jim tisto, da tujina, to je samo en koncept, ki v Sloveniji čist drugačen kot že 100 kilometrov nad nami. Zaradi tega je okrog nas večina tujina, tako da nas niti ne prestraši ta koncept. Iščite, kaj je za vašo pot najpomembnejše. Kater študij, katera univerza vam bo dala tisto, kar vas bo opolnomočilo, da počnete v življenju to, kar želite. Za vse ostalo smo vam pa na voljo. Tako da, če je to zadnja moja beseda, bi se vam res zahvalil, ker vas vidim tudi v takem številu. Mark, Boris in Jerneja vas ne vidijo, več kot 100 vas je tukaj, kar pomeni, da je tukaj energija, da je tukaj zagon za to, da iz sebe nekaj naredimo. In vas res vsi tukaj vas podpiramo pri tem in vam želimo vse dobro. Hvala. Ja, no, tudi z moje strani bi rekla, da spet, kjer je volja, tam je pot, in mislim, da ko se odločaš za študij v tujini, je naenkrat, ko se poglobiš v to, se odpre zelo veliko vprašanj, in jaz vem, da sem bila precej prestrašena, v kaj se zares spuščam, ampak mislim, da ja, samo bodite pogumni, naslonite se na mrežo, ki že obstaja, na vtis, na vse nas, in možnosti zmeri bodo, in ja, izkoriste vse, kar lahko. Tako da mislim, da če ste tukaj, ste že naredili prvi pravi korak, tako kot je Zala rekla. Jaz bom rekla, ne obupati. Jaz, kar sem se naučila v tujini, je tudi to, da je neuspeh del uspeha. V Sloveniji to velikokrat skrivamo, lahko da ne boste kam sprejeti, lahko da ne boste nikamor sprejeti. Jaz poznam ljudi, ki niso bili, pa so naslednje leto še enkrat probali. In tisto leto nameniš tega, da izboljšaš svoj življenjepis, da izboljšaš svoje motivacijsko pismo, da greš v tujino, da greš kot prostovoljc nekam delati, da delaš nekaj, da te naredi unikatnega, da si potem naslednje leto lahko bolj konkurenčen. Tako da ne vas tudi, če vas kaj ne uspe, ali pa če vas kdaj zavrne, ali pa karkoli, to ne vas ne ustavi. Pejte naprej. Druga stvar je zelo pomembna, kar se tiče študija v tujini. Ja, imaš seveda to izkušnjosti v tujini, ampak dobiš izjemen networking ljudi, ki jih potem poznaš tudi, ko pol diplomiraš. In to niso samo ljudje tam, ki greš, ki študiraš, ker prijajo tudi drugi mednarodni študenti, tako da imaš potem ti ljudi, ki jih poznaš po celem svetu. Kar je bilo meni zelo všeč, je, da si obkrožen z zelo ambicioznimi ljudmi, ker da ti prideš na študij v tujino ali pa na eno od tam univerz, so ljudje, ki hočejo biti tam, a ne? In teži to, in imajo podobne ideje in želje in hočejo delati in hočejo nekaj doseči. Potem pa tudi ni samo študij, ampak vsaj za Ameriko lahko rečem, no pa tudi za Anglijo, ti odpre ogromno priložnosti v času študija. Jaz sem v 3. letniku delala pripravništvo v ameriškem senatu, pa sem bila 2 meseca v Washingtonu, pa delala za trenutno še senator, čeprav je že več kot 90 let star, pa sem bila na zaslišanju novega FBI direktorja, naprimer v tisti sobi. Pač res so neverjetne stvari, kjer si lahko izpostavljen, ampak samo ne smeš odnehati. In kot smo vsi že rekli,
Pač, če si vi to želite, pa boste prišli do tega. In tudi morate vedeti, to je bilo večkrat omenjeno, univerze v tujini hočejo najboljše študente. In če se ena univerza odloči za vas, bo tudi poskrbela, tudi finančno, da lahko pridete. Ker jaz bom pa dodala to, kar je bilo glede staršev rečeno. Moja mami ni bilo toliko groza, da jaz grem, ampak jo kap zadela, ker je videla ceno. To je bilo pa, to je bilo pa fertik, ampak se da. Je pa ful pomembno res, da skomunicirate tudi starši, ker boste rabili tudi to oporo. Je pa veliko dela. To, da pridete v tujino, morate delati že zdaj v gimnaziji, morate začeti razmišljati, morate se pripravljati, kot sem rekla, večinoma tretji letnik je že tisti odličilen, ki mora začeti delati vsaj izpite za angleščino, moraš vedeti kaj, moraš začeti razmišljati, kire profesorje, boš vprašal za recommendation letters, moraš začeti pisati na svojem osebnem eseju, ker tudi za osebni esej, to vam povem, ne napisati sam enega, napišite ga pol leta prej, pa čez en mesec pa spet preberite, pa popravite pa tako naprej. Ampak se da, tako da jaz vam želim veliko sreče, pa vprašajte karkoli je, mene lahko direkt na Instagram napišete, drugače pa vsi 4 izmed nas mislim, da smo pripravljeni vam odgovoriti na vprašanja, ker je pa veliko specifik glede na vsako državo posebej, glede na vsak program posebej, ampak dajte si upati, je res ena neverjetna izkušnja in ful lepa, pa pol, če se le da, pridite nazaj v Slovenijo. Najlepša hvala. Zdaj pa zelo, zelo na hitro, če ima še kdo iz publike kakšno vprašanje. Ne? Potem se pa dijakom zahvaljujem za udeležbo, našim cenjenim gostom pa hvala za vaš čas. Še lep dan naprej. Hvala.